Danes je končen napočil dan, ko greva z Lovrotom po moj nov avto in ne, ni i30, ampak, živijo Lovra. Hello. Ampak imata pa nekaj skupnega. Pejmo na pot, pa ti več povem v avtu. Drugač bi lahko bila i30. Mislim, lahko bi bila, če bi imel ful velik denarja, pa ga nimam, tako da, ampak moj je redkejši. Redkejši. Bolj poseben. V glavnem, zdajle greva v Dolgo goro, kjer se nahaja en avto, ki ne samo, da si v lifeu nisem mislil, da ga bom kupil, ampak si nikoli sploh nisem mislil, da ga bom videl. Res je redek. Laura, zakaj imaš ti celo garderobo zadaj? Ej, veš, koliko mi je že prav prišlo v zadnjem tednu? Ta avto smo najdeli, ker sva z Jerryjem bila na Discordu. Mi je Jerry linke pošiljal, ker sem jih ignoriral. In po enemu se je začel neki drt. In potem sem ga pač dejansko odprl. In je bil pač ta avto. Zmeraj so me fascinirali športni, mislim, ali pa kao športni kupeji iz 90-ih pa 2000-ih. Ma veš kva? Ti ga bom raje samo pokazal. To bo zdaj ena montaža. Cool. Ene. Jaz bom zdaj dal telefon tab, boš ti kamera mojstra. In če bo kaj slabo posneto, bo lahko tebe videl, ok? Jaz bom tako rekel, če slučajno prepoznaš, kater avto je tule, pol imaš res tak vrhunski mišni okus, ker je tule eden izmed najbolj pozabljenih, ampak na svoj način kulskih kupejev iz zgodnjih 90-ih. Ne vem, če je kakšna znamka v zadnjih 30 letih naredila takšen preskok kakor Hyundai. In tale zadeva, ki sprej izgleda kakor Ford Mondeo, zadnji pa kakšen hecen Nissan, je v bistvu prvi korejski poskus športnega avta. Hyundai SQP je nišna zadeva, rabljena zadeva, pozabljena. Ej, ta guma je malo prazna, ne? Je drugač. Ampak ima konti gume. Ti avti so vsi zgnili in v Sloveniji sta danes registrirana samo še dva in tale je edini turbo model. Tako da je praktično tukaj redek kakor Ferrari Enzo. Kakor se zdi hecno, je tule svoj cajt bil nek korejski Halo avto, ki so ga dali ven zaradi tega, ker so hoteli dokazati, da lahko dajo tudi avte, ki so malo bolj fancy, kakor Pony ali pa Exceli. Čeprav je pač narejen na isti platformi. V glavnem, da je to. Tale mašina reče se ji Alfa. Imel si verzije brez turbota ali pa z turbotom in tole je ta prva mašina, ki je bila dizajnirana v Koreji. Zakaj pa to tako masno? A se gremo pele? Gremo vsak svojemu. Ne. Jaz sem edina oseba, ki je drugače vozila vse registrirane Hyundai skupeje v Sloveniji. Oba. Avto ima šiber. Tle gre voda not. Ne vem, zakaj mu bolj zaupam kakor multipli, ampak tale avto, mislim, če boš pogledal armaturko, pač ja, je star, ampak pač dejansko je čudovito ohranjen. Se bomo naučili. Na tej točki bi bilo verjetno fajn, da povem, da so Hyundai iz tega cajta imeli tako kar slab sloves. Pač to je bila poceni znamka in ne glede na to, koliko mi je ta avto cool, je dejstvo, da je pač to zelo pocen, športen, kao, kupe iz 90-ih. In tudi to je del razloga, zakaj jih je tukaj malo, zato ker jih noben ni šparal. Ampak za turbo verzijo ljudje rečejo, da avto presenetljivo gre. 1.5 turbo benziner, 116 konjev, ampak manjka 1 tona. Če ne drugega, klima ne more ne delati, zaradi tega, ker je ni. Razumem, da klime ni, ampak še zmeraj lahko obrneš na mrzel. To je res. Dober dan, mi bomo samo obrnili naš nov avto. To je privilegij, da Hyundai SQP Turbo obrača. Jaz nisem vedel, da ima senzorje. Mama senzorje. Ampak čutiš, ko odpre turbino, da ima nekaj. Jaz takoj, ko sem se v ta avto usedel, sem nekako začutil, da sem se v ta avto zaljubil. Pozabljen, nišen, pa redek.
In meni je to, da je ta avto eden izmed zelo redkih v obstoju, malo kulsko. A boš ti pa, da boš videl, kakšen je ta prav Hyundai? Ne ga ugašati, ker ne bo prižgal. O moj bog! Čutiš ta downforce, ki ga proizvaja ta ogromen zadnji spoiler? To je tako kot volan, ki ima delay. To ni v redu. Ne bi si upal s tem peljati jaz do doma. Po parih kilometrih se pele boljš, kot sem pričakoval, ampak hkrati slabš. Dajmo malo pogledati, kakšni so plani s tole zadevo. Sam, da se ne bo moj od tvoje rje nalezal. To je una scena, a veš? Dad, am I ugly? Nonsense. I'm looking at you right now, you're the most beautiful girl in the world. Če pogledaš družinsko drevo Hyundaievo, sta ta avto tako. Oba dva nekje gor, kar je zanimivo, ker je i30N v absolutno vseh primerih občutno boljši kot S-Coupe Turbo, ampak tukaj je Hyundai začel, da je ta avto še zmer v obstoju, registriran in da ima tehničnega. Je že sam po sebi dosežek, zato ker so Hyundai iz tega cajta znani po tem, da razpadajo, in medtem, ki je tale verjetno najlepši primerek na Balkanu, ima seveda tudi ta svoje hibe, dajmo si jih pogledati. Avto ima šiber, ampak tule ni čisto originalna barva, ampak se mi zdi, da so ga tako prebarvali neki pijani študenti. Zdajle sem videl. Tule ne vem, če je bilo čisto varniško, pa meni se zdi, da je odbijač malo drugačne barve. Se bo. Veš kaj, to je tako aktivna aerodinamika, ki greš hiter, gre noter in ti da ekstra downforce. To dobro, to še jaz nimam. Dobra novica je, da imajo gume full profila in da so dejansko Continental. Slaba novica je tudi, da so iz 2009. Avto je v zadnjih 5 letih sicer bil garažiran, ampak je naredil tako 500 km, tako da bo obvezno treba zamenjati olje, oljni filter. En full dober indikator, kakšno življenje je imel avto, je da spodaj pogledaš, koliko je kaj rje. Mislim, če pogledaš glede na to, v kakem stanju so ti avti, je tole pač basically kanal. Ko vidim ta avto, vidim več, kot samo nekega starega, poprečnega 30 let starega kupeja, ki se slabo pele. Zanimiv kot zgodovine je in dejansko ga bomo malo uštimali, mu dali malo ljubezni, z njim naredili kako dogodivščino. Laura, thanks, ki si šel z mano po avto. Ni panike. Jaz sem zelo vesel, da se s tem peljem domov. Drugač pa se je pa do doma pripeljal brez bilo kakršnega problema, tako da evo ga. Fiestica pa S-Coupe se zdaj prvič vidita. Steklene lučke drugač. En je res noro, da je tale avto dejansko moj. Res se ful veselim vseh dogodivščin. Tako da če hočeš videti več videov za S-Coupejem, pa stisni subscribe, pa ful ti hvala, ki si pogledal do konca.